Evo, lepo pozdravljeni vsi v novi epizodi oddaje Prebujenje 9, oddaje za prebujanje zavesti človeštva. Odpiramo take tematike prihodnosti, jaz vedno rečem, tematike, ki so pomembne za prihodnost človeštva, ali so to duhovne tematike. Zdaj v zadnjem času so me pritegnile tematike, oziroma sem začutil, da je potrebno nekako začeti govoriti o tematikah narave, kmetijstva, obdelave tal, in zato je z mano Branko Majerič. Branko, pozdravljen. Dober dan. Veseli me, da ste si vzeli čas, da boste kot kmet, ki obdeluje 40 hektarov zemlje tukaj med Ptujem in Ormožem, nam povedal kaj več o ohranitvenem kmetijstvu, kot vi pravite, ne? Ohranitveno kmetijstvo, kaj sploh to je, pa na čem temelji, in mogoče bi pa za začetek nam Branko povedal, kakšna je vaša zgodba. Mogoče, če pogledate vašo zgodovino nazaj, kako ste vi sploh prišli do tega, ne? Ker bi rekla, več kot 90% kmetov še ni prišlo do teh konceptov, še ni prišlo do tega, ok, zemlja je živa, ne moramo jo kar, bi rekel, kopati po njej, kako hočemo, ne moramo se do nje tako obnašati. Odkje izvirajo te, bi rekel, ta vaša nagnjenja k temu, pa vso to znanje, ki ste si ga potem v tem času, v teh desetletjih, ko obdelujete zemljo na drugačen način? Še to bi mogoče povedal. Jaz se spomnim enih par naslovov, Branko, ko sem jih bral na internetu, ko sem vas malo pogooglil. Kmet s Ptujskega, ki zemlje ne orje že 20 let, pa kmetje večino strojev lahko vržete stran, in taki naslovi so mi bilo zelo všeč, ki so bili tako malo provokativni. In me je to takoj, bi rekel, pritegnilo. Tako da vi, Branko, se greste v ohranitveno kmetijstvo, ne orjete tal, posegate plitvo, in mogoče kako ste se srečali s tem, kam sega ta, bi rekel, vaša zgodba? Ja, takole, naša zgodba ali pa moja zgodba sega v leto 2000, ko smo na kmetiji pravzaprav se zavestno odločili, da ne bomo več pridelovali kmetijskih rastlin na način uporabe pluga. Zakaj smo do tega spoznanja prišli? Jaz sem končal poklicno strojno kmetijsko šolo v Mariboru in mene je najbolj pritegnilo praktične izkušnje ali pa prikazi, ko smo bili na njivi, niti ni toliko sama obdelava ali pa priprava, bolj kot stroji, ki so to sejali in polagali semena ali sadike v tla. To se pravi, ta odnos med površino kmetijske zemlje in pa zasaditvijo ali novega semena ali nove rastline v tla. In že takrat sem razmišljal, ali je res sploh potrebno, da tla tako na fino pripravljamo, da jih popolnoma razgalimo, bi rekli temu, ne? In potem spet čakamo, da se tla po naravni poti nekako pokrijejo, in medtem imamo težave sonca in pa drugih naravnih dejavnikov, predvsem vode. In ker sem pač bil s kmetije in sem to nekako doma poskušal implementirati v prakso, pa smo opustili oranje, pa smo tu malo na taki način ali kakega kultivatora, ali kake freze, ali kakega ali kake mogoče tudi brane, ko so se pol pojavili že te vrtavkaste brane nove, ne, to je me kar impresioniralo, da bi se dalo delati na taki način, ampak vedno smo naleteli na težavo pri setvi. To se pravi, čim so tla ni bila več gola, je bil problem, kako pa zdaj v to noter posejati, ali sadiko posaditi, ali bilo katero seme, ne. No, in takrat sem navezal stike z raznimi kolegi, raznimi takšnimi ljudmi, in pa seveda tu zdaj moram reči, da je bil internet tisti, ki je odprl oči. In ko sem do teh
spoznan in znan prišel preko interneta, kaj se v svetu dogaja, predvsem Južna, Severna Amerika, Brazilija, Argentina, Kanada. In takrat so, predtem, moram reči, ne, že po nastanku slovenske države je nekako prvi minister za kmetijstvo segel v denarnico in je omogočil določenemu delu slovenske stroke in pa nekaj posameznikov, med katerimi žal nisem bil jaz, da so si šli to ogledati, ta koncept kmetijstva v eno od ameriških držav, zvezno. In ko so prišli domov in ko smo to, tam so bili strašno navdušeni, pol je prišlo do tega, da je ta obisk vplival na to, da smo dobili prvo no-till sejalnico v Slovenijo, to je bilo leta, mislim, da 95, da bi tisto, kar so oni tam videli, mi takoj prenesli v slovenski prostor, ali pa takrat tudi že bi lahko rekli evropske, ne? In mi smo to, zgodba je bila taka, da pravzaprav smo v Sloveniji komaj našli traktor, da je takšno sejalnico lahko nosil. To je bil prvi problem. Je bila velika? To je bila niti ne toliko velika, koliko je bila težka, ker so to predvsem težki stroji, ne? In potem smo to enih 5 let preizkušali in smo ugotovili, da no-till ni za nas. Kar priznavamo danes, in tudi jaz trdim, ne, da to ni prava pot. In potem smo se bližali leto 2000, ne, ko sem pa se jaz odločil, da več ne bom moral, ker sem že malo spoznal, kaj je zdaj problem, kje se da problem rešiti. In smo potem poskušali to no-till sejalnico uporabiti tudi na kakšni površini, ki je bila delno pripravljena s kakim plitvim posegom in je dosta dobro funkcioniralo. Seveda bi bila sejalnica tako grajena, da je rabila zelo veliki traktor od 160 do 200 konjev. Takrat so bili takšni traktori, to do poslušalci vedeli, to so prišli prvi traktori v Slovenijo, Steyr 160 konjev, ki je lahko tako sejalnico pravzaprav premikal, ne. No in ko smo mi na naši kmetiji se zavestno odločili, da ne orjemo, smo začeli z informacijami, ki smo jih pa dobili v svetu preko interneta, začeli slediti literaturo, se pravi ameriško, pol tudi angleško, in smo videli, da v svetu obstajajo velike razlike med koncepti kmetijstva. Ne, eni to zagovarjajo bolj, drugi manj. Ko si prišel v Holandijo, na primer, si videl, da brez pluga pa gola zemlja, ne, to se pravi, pa nemška šola, ne, to se pravi, preorano, čisto, brez bi lahko rekli slamice na površini, ne, vse to mora biti po bi lahko rekli šolsko, ne. No in takrat je leta 11 in moj kolega, ki je pa spet svojo nekako življenjsko dobo gradil na sejalni tehniki, namreč bil je odgovoren za sejalno tehniko v tovarni sladkorja Ormož, ki je več nimamo, ne. In on je imel tistokrat v tej tovarni možnost, da je hodil po Evropi in videl, kaj se pravzaprav z sejalno tehniko dogaja, ne, ker pri pesi je bilo pomembno precizna setev, ne, to se pravi, precizna setev pa se je lahko upravljala pri pesi v konvencionalnem kmetijstvu samo v dobro pripravljenih tleh z dobro sejalnico. In že takrat je on ugotavljal, da je v samem konvencionalnem kmetijstvu pa v stroje gradnje razlika v gradnji sejalnic ogromna, da so bile ene sejalnice narejene za nekaj fine zadeve posijati, ene za fine zadeve v groba tla in tako naprej. In pol, ko je tovarna nehala, je on se pravzaprav odločil za svojo firmo in je začel zastopati nizozemskega proizvajalca Evers, to je ena tovarna z 100 ljudmi zaposlenimi, ki pravzaprav izdeluje orodja, ki plitvo posegajo v tla, ne, v obliki krožnika
Niso pa krožna brana, ne, ker krožna brana ima strašne negativne konotacije za konvencionalno kmetijstvo, ker je pravzaprav orodje, s katerim ste poravnavali v konvencionalnem kmetijstvu ali pa reševali vse tiste grehe, ki ste jih predhodno povzročili. Ne. No in to orodje nam je pol dalo pa nova odkritja, da smo rekli, vidiš, zdaj pa to se pravi, da je možno plitvo poseči v tla, da je možno v veliki meri preko 95% rastoče rastline, ki rastejo, ali so to odmrle, ali so to neodmrle, podrezati in se pravi pustiti na površini en del ostanka, ki pokriva to površino, da ni gola. To je ta mašina, ko jo gledamo. To je takšno, tako. Kasneje, da povem, bomo tudi šla po terenu, pa bomo te, bo rekel, stroje, pa tudi okolico, mogoče, kar je relevantno, tudi predstavlja. Ker glavna stvar, ko me recimo kmetje sprašujejo, ne, ja, kak boš pa zdaj zel za trl, ne? Ja, tako. Orjamo zato, da se znebimo zeli, ne? No, zdaj smo pri vseh teh poglobljenih diskusijah, ko smo potem na osnovi tega orodja vključili strokovnjake iz Biotehnične fakultete v Ljubljani in pa strokovnjake iz Mariborske fakultete, odkrili tako zvani, mi sami smo pravzaprav to odkrili, kar svet danes ne pozna, ne, tako zvano plitvo kompostirno pripravo, ali kako zdaj to prevajati, ne, enkrat v angleško, enkrat nemško, ne, plitvi poseg v tla, kjer na mehanski način plitvo do 10 cm, da opredelimo to plitvino, to se pravi, to je to, posežemo v tla pred setvijo nove gojene rastline. To zato naredimo, da predvsem prvenstveno, ne zato, da rahljamo, zato, da anuliramo rast rastočih rastlin, ki jih ne želimo v štartu vznika nove gojene rastline, ker so vedno problem konkurenca. To se pravi, namesto da obrnemo zemljo, jo posekamo, kot ste vi rekel, pod nekim kotom. Zelo podobno dela orodje, kot dela ročna motika, ne. Zelo podobno s tem, da je tu zdaj krožnik se vrti na ročice, motika pa je pač imela ročaj in ga je človek premikal od zgoraj navzdol, ne. No in to je pravzaprav pokazalo, da mi lahko tla plitvo obdelamo. Seveda pa zdaj imamo novo težavo, da imamo to površino delno zastrto z ostanki, ali so to še žive rastline, ki odmirajo, ali so to že odmrle rastline, ne, pa je to neka odmrla organska masa, ki je dobro, da je na površini, da deluje kot zaščita, kot koža pri človeku, ne. Vi veste, kaj se zgodi s človekom, če se določeni odstotek kože poškoduje, ne, kakih par procentov še prenesemo, ne, in tudi ni vseeno, na katerem delu telesa, to je približno v naravi zelo isto, ne. Narava, zakaj pravzaprav, tu zdaj lahko povemo tudi to, ne, zakaj gola tla se začnejo po naravni poti zapirati. Zato, ker to je naravni proces, ne, vi ne morete imeti v naravi odprtih tal, ker odprta tla v naravi so Sahara. Tam njega nič, ne, in to je problem. In to se nam zdaj tudi nekatera območja v svetu v to premikajo. In to moramo biti zelo pozorni, ne. In tudi, ja, en izmed največjih, sem jaz gledal dokumentarec, en izmed največjih problemov globalnega segreva naj bi bilo prav obdelovanje na ta način z odprtimi tlemi, ne. Ja, glejte, ne, to je tudi zdaj malo konfrontacije med znanstveniki v svetu, ne, predvsem pa jaz opažam med znanstveniki evropskega tipa in znanstveniki ameriškega tipa. Namreč, ker je to pravzaprav zgodba je neenoznačna, ker je povezana, ne. Dokazano je, da ko vi 1 hektar površine, ki je približno velika kot eno profesionalno nogometno igrišče, preorjete približno, rečemo, 20, 25, tudi 30 cm globoko, preorjete
Tako. Mhm. V 24 urah iz te površine izslapi, nevidno, to človek ne vidi, to samo lahko aparature zabeležijo pa zmerijo. V 24 urah izslapi toliko ogljikovega dioksida CO2, kot je ogljika, kot elementa, v 6 tonah suhe slame, ki je približno sekundarni pridelek 1 hektara požete pšenice. Kaj pa zdaj z tem čem povedati? Pa voda izhlapeva tudi, ne? Itak. In ko mi odpremo tla, začnejo tisti mikroorganizmi, pa tisti živi svet, ki je bil 20-30 cm v globini, propadati, ker mu ni mesto na površini. In kaj zdaj mi pravzaprav z tem, kaj smo mi z tem slabega naredili, ko smo orali? Vsi poznamo, in to se pa stroka strinja, da smo izgubili najmanj 1% humusa v zadnjih 50 letih v evropskih kmetijskih tleh. To pa vsi priznajo in to je res. Ampak nečemo pa zdaj priznati vzroka, zakaj smo to izgubili. Izgubili smo ga v prvenstveni meri zaradi nepravilnega posega v tla. Se reče, da se organske snovi v kmetijstvu krožijo. Ja, nič ni narobe, če smo imeli kmetijo, pa kmetijske površine, pa smo tisto, kar smo na njivi predelali, preko določeno količino zavrteli preko živali, pa tisto, kar so živali, ki je bilo neuporabno, vrnili nazaj na njivo. Ampak to so delali naši dedeki, zdaj pa še to samo na papirju. Velike korporacije pa danes ne delajo tako, eni celo slamo ali jo požgejo, eni jo odpeljajo, pa zdaj naredijo z nje material, ki je energijsko potreben za pridobivanje energije. Marsikaj se dogaja. No, in če smo najslabše, kar se nam je pa zgodilo, je pa to, ko smo mi pa iz njive najprej pšenico ali pa rastline, najprej smo vzeli pridelek, se pravi tisto, kar smo želeli, se pravi to je zrno, potem smo pa še sekundarni ostanek, to je pa ostali del rastline, odpeljali iz njive. In potem smo to njivo preorali. To se pravi, da smo mi v primerjavi z tistim, ki niso orali, pa so tudi odvažali sekundarne ostanke, delali dvakratno škodo. Oni, ki so nič ne orali, pa so ostanke odvažali, so delali enkratno škodo. Če pa vi kmetujete na način, da ne posegate v tla, ali pa minimalno posegate, pa čim več sekundarnega ostanka ali pa vmesnega dosevka puščate na površini tal, da to po naravni poti z neko zakasnitvijo se spreminja z mineralizacijo spet v rastlinam dostopne snovi. Če vi to tako delate, potem pa pravzaprav z določenimi leti ugotovite, da začne humus v teh kmetijskih tleh naraščati. Zato je proces preobrazbe iz konvencionalnega kmetijstva v ohranitveno kmetijstvo, ki pa moramo veriti, najbolj doterana, najbolj dodelana tehnologija znotraj ohranitvenega kmetijstva v svetu je no-till z gensko spremenjenimi rastlinami in glifosatom. Ampak tega v Evropi ne želimo. Tudi jaz sem zagovornik tega, ker imamo nove tehnologije in se še razvijajo, da bi lahko ohranitveno kmetovali brez uporabe genskih rastlin in pa brez uporabe glifosata, seveda ob določeni rabi določenih herbicidov v času rasti gojene rastline. To se pravi, če pojasnemo, no-till pomeni, da se zemlja ne preobrača, da se ne ora. Nič. Ja. Nič. Ampak
tako kot ste vi meni razlagali, ta no-till se je začel, ampak če delamo no-till, to če pravi, če ne obračamo zemlje, pa rabimo pa škropiti, ne? Ste rekli, rabimo škropiti, pa rabimo Rabimo pa predvsem, gensko spremenjene. ker je to najbolj enostavno in najhitreje. Vi To ste se pa, pravi, ja. To je tako zvani, bi rekli po kmečko, trotl-ziegel sistem. Ampak če nimaš gensko spremenjene rastline, pol težko uporabljaš v no-tillu glifosat. Kaj pa je glifosat? Če to poveste? Glifosat je herbicid, zelo glasni herbicid, aktivna snov, ki pravzaprav ubija vse žive rastline, zato je pa gensko spremenjena rastlina, ki so jih genetiki razvili, ki so pa na takšni glifosat odporne, in to zdaj pomeni v praksi, ne, da vi po konceptu no-tilla posejete površino z gojeno rastlino, počakate, da ta rastlina vznikne in pol naredite še en prehod z glifosatom in pol je vse tisto, kar ni gojena rastlina, je umrlo ali pa propadlo in ta rastlina, ki jo vi želite vzgajati, veselo raste. Zakaj je zdaj to? To je zdaj pomembno zato, ker vi imate v to vključeno genetiko, vi imate v to vključeno kemijo, ne? In toti vsi so radi, če so tu zraven, ne? Ker tudi prislonijo svoj lonček, seveda pa so posledice za človeka in naravo pa druga zgodba. Kako pa glifosat vpliva na organizme, ki so v Ja. zemlji? Po vseh znanih podatkih, ki jih imamo, seveda so tu spet zdaj za in kontra strokovnjaki, ne, kaže se na to, da na določene organizme vpliva slabo. Zato je toti koncept, ki smo ga mi pravzaprav razvili, pa ga svet ne pozna, pa upamo, da bodo ga ljudje spoznali in svet, najboljši ali pa zelo, kako bi rekli, blizu naravi, ne. No, zdaj še moramo povedati, pri tem plitvem posegu v tla, ne, dostikrat se pojavlja ta polemika med kmete, med strokovnjaki, ne. Ja, veste, pa so tla zbita, ne. Tla ne smejo biti zbita, rastlina ne raste, ne. Ja, res je to. Ampak mi težko ločimo naravno kompaktnost profila tal od zbitosti tal. Mi to težko ločimo, ker smo mi v konvencionalnem kmetijstvu smo to vedno na novo popravljali, vsako leto, ne. Najprej smo posejali, pa je rastlina zrasla, pa smo tla zbili, pa smo jih spet zrahljali, pa smo spet sejali, pa smo jih spet zbili. In pri ohranitvenem kmetijstvu pa pravzaprav narava sama poskrbi, da se tla več ne vrejo škodljivo zbiti, ker so procesi v tleh, v profilu tal zelo malo moteni, ne. Se pravi, mi imamo mikro pa makropore, mi imamo se pravi korenine, ki so ostale v tleh od rastlin, pustijo določene rove, deževniki in tako naprej, ne. Vse to, to se pravi, da toti profil čim manj motimo. No, in mi smo prišli tudi do spoznanja, če pa so težave pri prehodu, da bi bila tla v globini prekompaktna, to se pravi, ključen problem tal, ko so zbita, je zrak. To se pravi, v zbitih tleh manjka zraka. Zato, da vi date v tla zrak, pa ni nobene potrebe, da bi morali preorati 1 hektar njive, ki pomeni 3000 kubikov materijala, posledično pa teko energije. To se pravi, danes so razvita posebna orodja, z posebno obliko noge, ki so tudi pravilno dimenzionirana, da vi posežete v tla na globino 30, 40, 50 centimetrov, v tla spustite zrak, na površini pa imate čim manjšo rano. In zato so postavljene nekšne zakonitosti. Tota rana je lahko široka največ 15 centimetrov, seštevek vseh ran na 1 hektaru pa ne sme presegati 25% površine, da smo znotraj tega koncepta. In to je odlična zadeva. In zdaj mi smo ugotovili, da to ne treba delati vsako leto, da to delaš mogoče, kaj vem, na 5 let, pa še to ne. Ključna zadeva pa je, da vi pri prehodu, ko ste
prenehali z konvencionalnim kmetijstvom in predvsem oranjem, ugotovite, kaj je v podtalju. To se pravi, govorimo o podtalju ne na metere, pa ne vem, 2. Podtalje je, če smo imeli ornico med 20 in 30, je podtalje nekaj med 40 in 50, ne tu noter. Kaj tu noter je, ne? Ali je tu plast, ki je neprepustna, ali je zbita, ne? To je treba ugotoviti in takrat narediti ta poseg. Zakaj pa tu tako delati, ne? To zato delati, da vi posegete v tla, da vi sanirate tudi problem v tleh in da v čim manjši meri površino ranite in da zato uporabite čim manj energije, ne. Zdaj, posledica ohranitvenega kmetijstva stroškovno gledano je v tem, da je tudi ekonomsko zanimivo, ne. Pa kako ne da je ekonomsko zanimivo, ne, če vi rabite za hektar površine, da jo zorjete 30 litrov, če pa plitvo posegate pa med 8, 9 pa 10 litri, ne. To se pravi, že tu je prihranek, ne. Ok, bomo v prihrankih tudi še rekla, to se pravi, rekla smo zdaj, pokrita morajo biti tla, ne orje se, pokrita morajo biti tla. Ja, to sem hotel reči. To se pravi, vi, rekla smo, če se tla ne orejo, mora biti gensko spremenjeni organizmi, pa mora biti, to se pravi, glifosat, ne. To je pač ena od tudi- notil ja, tehnologij. Tako, razumem. Ampak kaj ste pa vi razvili, ne? To hočem reči. Ja. Ne? Da pa tega ne uporabljate. Ne? Tako. To se pravi, vi, če sem prav razumel, posekate te korenine, Na ostanejo na površini, se spremenijo avtomatsko v gnojilo. Tako, tudi tiste, ki so bile preorane, ne, pa zaorane se spreminjajo, ampak ne v takšni hitrosti, pa v takšnem časovnem intervalu, kot tote, ker tote, ki so na površini, imajo zdaj tudi funkcijo pokrivanja, ne samo, da bodo razpadle. Tako. To se pravi, mi z tem, ko puščamo na površini tal ostanek, pravzaprav delamo dve stvari. Najprej ta material površino ščiti proti vplivom udarcev kapljic in pa s žarkom sončnim, potem pa ta proces v zamaknjenem procesu se dogaja isto, mineralizacija, sprememba, se pravi organske snovi v elemente, ki so pač rastlinam potrebni kot hranila za rastlinski razvoj. No, mi smo tu tudi ugotovili, ne, da lahko zmanjšamo gnojenje. Ne? To se pravi, da je totih izgub pri gnojenju na golih tleh bistveno manj. To se pravi, imamo ekološko prednost in imamo tudi ekonomsko prednost. Ne? In zdaj, seveda, vsi ljudje lahko to delajo, če to razumejo. In problem je v razumevanju tega. Ne? Ni problem toliko v tem, da tega ne bi mogli narediti. Ne? Najnovejša stvar, ki se danes pojavlja v svetu, je tako zvani cover crop, se pravi, ki vi z predhodno posejano rastlino in poleženo rastlino namensko za to, v njo posejete novo rastlino. Ne? To je daleč najboljši koncept, seveda ima svoje bi lahko rekli, zanke. Ne? In danes, naprimer, vsi tisti, ki imajo vrt, bi rekla, ne, bi morali v jesenskem času vrt zasejati z neko, če ni prezimno, pa ne prezimno rastlino, in da je površina vrta čez zimo pokrita, ali to z rastočimi rastlinami, ali z odmrlimi. Spomladi odmrle rastline so tako že odmrle, tam še samo treba nasaditi nove rastline, pa paziti plevele, v prezimni rastlini pa v določenem trenutku razvojne faze to rastlino pohodite, da ji date informacijo, da mora nehati rasti, brez uporabe kemije, in v zastrta tla, ki so pa zastrta v času rastne dobe tote rastline, ki jo posejete, fajn pokrivajo tla, rabite manj vode za zalivanje, imate boljše talne pogoje.
Glejte, kaj pravzaprav zaradi spremembe vplivov človeka na naravo, mi se zdaj pravzaprav začenjamo v kmetijstvu boriti pred drugi zadevi. Včasih so rekli, moramo hitro narediti spomladi, ker so tla, se grejejo, ker do hitro topla, ker bomo lahko hitro sejali. Ne? Zdaj imamo drugi problem. Zdaj moramo dosta bolj čuvati tla med letom, da se nam ne pregrejejo. Mi smo imeli včasih temperature, ne? Čebulica v Ljuki se je julija 15. segrela na 60 stopinj, na 60 stopinj. To se pravi, če bi dali gor jajco strli, bi se ta jajca pravzaprav zapekla. Ne? In te vi morate, to se pravi rastlina, ki je živa, to se pravi tla so bila sigurno še kakšne 2-3 stopinje, še bolj se pravi vroča in to vse vpliva na živi svet. Ne? In zdaj, če je to golo, to so pravzaprav procesi, ki jih mi niti ne vidimo, so pa zelo nevarni. Ne? Zato zdaj vidite v skupni kmetijski politiki, kako se Evropa bori za pokritost površin po odstranitvi glavnih kultur, se pravi med letom in pa čez zimo. Ne? To ni kar tak, ne, da bi to delali zato, da bi kmetje samo denar dobili. Ne? Seveda pa je to treba narediti pravilno. Ne? In zdaj, če še rečemo nekaj na to, zakaj se ta koncept tako počasi spreminja v Evropi, zato, ker je v primarnem kmetijstvu so vpeti industrija strojev, industrija gnojil, industrija semen in industrija fitofarmacevtskih sredstev. Vsega tega je v ohranitvenem kmetijstvu kot vnosa potrebno manj. Vi imate 2 stroja, ne? Tako, mi imamo načeloma dve sejalnice, pa en stroj, lahko bi imeli, obstajajo v svetu že sejalnice, ki imate eno sejalnico, pa lahko sijete, kaj čete, razen solate ne morete posaditi, ne? Ker ni sadilnik. Ne? In ko smo to analizirali med kontinente po svetu, na zemeljski obli, ugotovili, da mi tu strašno počasi napredujemo v Evropi, predvsem zaradi tega, ker nam industrija kmetijske tehnike, predvsem sejalne tehnike, onemogoča prehod. Zdaj so se pojavile komaj prve evropske sejalnice, pa bi težko rekli, da so no-till, ne? Ker namreč, to je tudi treba zelo jasno povedati, ne? V našem sistemu kmetovanja, se pravi plitva, kompostirna priprava tal, je nujno potrebno rabiti no-till sejalnico. In to ne pomeni, da mi izvajamo no-till, ampak sejalnica mora biti takšna, kak jo uporabljajo tisti, ki se grejo no-tilla v Severni pa Južni Ameriki pa bilo kje. In do tega je težko priti. Mi smo morali iti na ameriški trg, v Kansas, da smo pomočjo fakultete uvoznika Agromaga iz Maribora prišli do 2 sejalnic. Da smo kako bi rekli, dimno zaveso prebili, ne? In zdaj vidimo, da je od leta 2014, ko smo do tega prišli, ne? Je se zdaj tudi evropska industrija začela, kako bi rekli, preoblikovati, ne? In ko kolegi grejo po teh znanih sejmih po Evropi, ne, pa popitajo proizvajalce, ne, kje pa imate to, ne? Ja, pravi, to pa ni za nas, to pa ni za naš trg, ne? To ni za naš trg, ne? In tu zdaj vidite, ne, kako pravzaprav vse to je povezano tudi z skupno vrečo evropskega kmetijstva v Evropi, ne? In jaz vidim, da bomo preboj dosegli v trajnost samo z tem, da bo parlament v Evropi striktno podpiral, se pravi, trajnostne tehnologije. Pa ne zdaj, da ne nekdo misli, da je to ekološko kmetijstvo, samo ne. Tudi ekološko kmetijstvo je del kmetijstva in je tehnologija, ki pač vemo, ne rabi herbicida pa mineralnega dušika, vse ostalo pa se več ali manj dela podobno, ne. Ampak kaj? Tudi ekološko kmetijstvo se je danes orje, ne. To se pravi, trajnost na tla je slaba.
je identična konvencionalnemu kmetu. Ne. Skratka, treba je združiti različne stvari Tako. med sabo kombinirati. To se pravi, zdaj je treba ne, v tem nekem okvirju ne, zložiti tote mozaike, ne, ki bodo pokazali neko realno sliko, ne, da ne je to razmetano. Ne. In tu je zdaj, seveda, ne, kje je problem? Takšna sejalna tehnika je draga. Rabiš je malo. Ko enkrat imaš 40 let, ne rabiš zamenjati. To se pravi, ne, vsi stroji, ki so bili narejeni za posege v tla, so narejeni na osnovi tega, da so deli obravljivi in da tu, ko enkrat kupiš, pol si vezani na obnovo in tako naprej. Ne. To je industrija to vse danes ve. Ne. In še en problem, ki ga jaz lahko izpostavim, da ga lažje razumejo ljudje, predvsem v Evropi, ne. Mi še vedno imamo za sinonim kmetijstva v Evropi, ne, na eni strani je Focus traktor, na drugi strani pa je Focus kombajn. Ne. To se pravi, zdaj, zato je ta traktor tako opevana stvar v kmetijstvu Evrope. V drugih delih sveta temu ni tako. Ne. V Ameriki konkretno je Focus sejalnica pa kombajn. In ko človek razmišlja o tem, ne, potem ugotoviš, da je to pravi fokus. Ne. To se pravi, ti moraš najprej rastlino posejati, to je ključno. Vse ostalo, kaj si pred delal, je odvisno od tega, kaj si ti navajen, pa kaj so tvoji dedeki pa babice delali, pa kak je to ta železna srajca velika, ne, ki te zdaj onemogoča, da jo snameš, da se spremeniš, ne, ker moraš spremeniti misel v glavi. Ne. Vi, če bi šli na posejano njivo, na našo njivo v času setve, pa na tisto, ki je zarana, bi rekli, gledajte, tega kmeta, to je slab kmet, ne, to je njiva kosmata, njiva ni čista. Ne. In to je težko človek sprejme, ne. To se pravi, mi moramo tudi ta fokus v svojih očeh spremeniti, pa ni samo kmetje, vsi. Ne. Mi zdaj mislimo, da je tisti kmet najboljši v Evropi, ki ima pred setjo tako čisto njivo, da bi lahko iglo na njoj našli. Ne. To je glih najslabše. Ne. Seveda pa je to težko zdaj v tem miselnem preskoku v glavi najprej razumeti, pol pa to dojeti. Ne. In zdaj seveda so neke bližnjice. In da je toti proces, ne, preobrazbe, ne, traja. To je ni tako, da vi posadite eno rastlino letos, ne, pa eno letnico, pa drugo leto pa imate, zdaj ste imeli krompir, ne, pa zdaj, če je uspeje, ne, drugo leto pa tam nasadite solato. Ne. V prehodu iz konvencionalnega v ohranitveno kmetijstvo temu ni tako. Ne. Proces je dolgotrajen, ne, in mi, ki danes izvajamo na naših tleh trajni poskus, zdaj je 12 let že, ki imamo, to se pravi obravnavanje, ki se klasika dela, ki se delata dve obliki no-tila brez glifosata, se preizkuša, ali to je možno, ali to ni možno, kje so problemi, in pa četrta varianta, ta plitvi sistem, ki je pa brez, se pravi, pripomb, in pa vsi rezultati kažejo, da je pravi. Ne. Tu zdaj vidimo, da ta preobrat iz konvencionalnega v čisti no-til je še hujše, kak je preobrat iz konvencionalnega v plitvi sistem. In to traja najmeje od 5 do 10 let, moramo biti objektivni. Ne. Zakaj pa to traja toliko časa? Tudi zemlja, ker je živa stvar, se spreminja. In jaz vam, ne, zdaj bi nekdo rekel, zakaj pa ta plitvi koncept na 10 centimetri? Ne? Zakaj sploh boljš to? No? Mogoče Ja, to ima, no. kaj so zdaj prednosti No, tega? evo, Zdaj smo ne. veliko o tem povedali. Tako, ne. Kaj so prednosti No, tega? prednosti- Pa mogoče principi tega Prednosti ohranitve, tega ne. so, da rabimo manj energije. Bilo kjer, tudi takrat, ko bomo imeli elektriko, pa akumulator v traktorju, ali pa vodik, bo ga trebalo bistveno manj. In
med konvencionalnim kmetijstvom in med ohranitvenim kmetijstvom gre za prihranke, ki se merijo v večkratnikih, ne merijo se v odstotkih, 5, 10, 20, v To večkratnikih. se pravi, ker rabimo manj energije, tudi manj zapravimo, manj To se nastane pravi, tole denarja. Rabimo energije dvakrat manj, Mhm. rabimo gnojil 50% manj, rabimo strojev trikrat manj. V nekem času lahko 4-krat več vladamo. To se pravi, vi 4-krat manj delate dejansko. kakor Ja, zdaj pa, jaz sem že včasih bil na to opozorjen, ko sem jaz sem rekel, da 4-krat manj delamo. So rekli, kaj pa te delaš, ne? To se pravi, to ni dobro, če 4-krat manj delaš, ne? Jaz sem rekel, glejte, ne, če bi imel možnost, bi lahko v istem času 4-krat več naredil, ampak nimamo več površin, to te imamo, ki imamo. To se pravi, treba je to razumeti, ko rečeš, da 4-krat manj delaš. To pomeni, da si ti 4-krat manj časa porabil za tisto, kaj si ga ti porabil v konvencionalni kmetijstvu. Zdaj pa, kaj pa jaz lahko delam? Lahko se malo počinem, ne? Lahko kaj preberem, lahko kam grem, lahko mogoče malo se posvetim boljši prodaji, lahko kak intervju naredite. lahko ne? naredimo kak intervju, no to je vse to. In ko to vse deneš v neki skupni imenovalec, ne, pol ugotoviš, ne, da je to dejansko res. Je pa tudi druga resnica, da še bolj kot konvencionalni kmet moraš spremljati naravo z rastlinami, ki jih gojiš. In to se pravi, če si tam imel tedenski obhod, pa jaz ne vem, pa na 10 dni, odvisno v času razvoja rastline, nekaj ti moraš podvojiti, ne, ker to, kar sem prej rekel, ne, zakaj 10 cm posegamo, zakaj ne bi 15 pa 20, ne, pa eni delajo 25, pa pravijo, da ohranitveno kmetujejo, to ni res. Čim posežete globlje od 1/3 volumna tal, ki je 30 cm, je celi volumen tal kmetijskih, ne, 1/3 je 10 cm, nimate več prihrankov v teh, o katerih jaz govorim. To se pravi, zgubili ste več vode, zgubili ste, več ste splušili CO2 v luft. Plevelna semena, ki so na tleh, ki ostanejo od žetve, predhodne kulture, pa bi je kakšen plevel gene. Ta plevelna semena v teh 10 cm se zelo hitro, kako bi to rekel, ne, izrodijo. Se pravi, imajo bistveno večjo možnost, da takoj, če so ostala, lahko že kalijo. Če pa mi to v konvencionalnem smislu pogledamo, pa jih zakopljamo 20-30 cm globoko, denemo nalagati lahko 20 let. Zato pri procesu preobrazbe opažamo spremembo na plevelih. Zakaj? Zato, ker plitvi posegi v tla pomenijo, da na površini ostaja dosti, se pravi, semen od ozkolistnih plevelov, ki imajo zelo radi svetlovo zakalitev. In vsaki kmet, ki je šel iz konvencionalnega na ohranitveno kmetijstvo, pri plevelih mora takoj vedeti in vnaprej to, da mora biti pozoren na ozkolistne plevele v prehodni fazi 2, 3 do 5 let. In kaj pa je zdaj to po 5 letih pomenilo? Da so se gotove plevelne vrste, jih ni več. To se pravi, ta koncept plitvega posega pravzaprav pomeni, da vi edino stvar na svetu, ki bi rekli, finančno gledano je vsaka banka dobra, če jo puniš, ne. Tu pa je zdaj glih obratno to, ne. To najboljše je, če to banko semen sprazniš do konca, ne. To se pravi, da priješ tako daleč, da jih nemaš, ne, ker te imaš malo kemije za nucati in te imaš samo gojeno rastlino, ki ti pač raste, ne. To dosežeš z plitvim posegom, ne. To je evidentno, to smo mi v praksi doživeli, ne. In to je zdaj tisto, kar človek mora biti na to pozoren, ne. To se pravi, vsa ta zgodba o živih organizmih v tleh, ne, je
toti so tudi toti 10 centimetri so tisti, ki funkcionirajo na toti globini, ne, zdaj plus minus centimeter, dva, to ni tako predstrojništvi, ki veli tisočinka milimetra, ne. Toti so tu noter in lahko živijo in čim vi to pregloboko posegete v to, pol se tudi tota zgodba začne spreminjati v tleh, ki pa ima škodljive vplive, ne. Se pravi, mi opažamo, da rastline, koreninski sistemi, del koreninskega sistema pri plitvi obdelavi tal ostane nemaknjen v tleh, je sicer odrezan, ampak je nekaj ostalo noter, ne. Tisto počasi propada, tam noter nastane pora, tam noter lahko drugo leto prihaja zrak, če je dosti vode, pa voda teče. Kaj se zdaj v teh ekstremih vremenskih vode opaža na teh površinah? Te površine bistveno več vode absorbirajo. Kaj pa to zdaj pomeni za kmetijstvo, ne? Nekaj reče, ne, padlo je 30 litrov dežja, pa je za 2 dni suho na konvencionalni njivi. Res je, zato ker je podni sistem tako poškodovan, da je od tistih 30 litrov, ki je palo, je rečemo 10 litrov izhlapelo v luft, 5 je šlo v zemljo, 10 pa je odteklo. In mi imamo po 3 dnevih opet sušo. V tem konceptu ohranitvenega kmetijstva mi pravzaprav punimo profil tal. To se pravi, voda, umetnost kmetijstva je, da ti danes toti dež, ki si ga dobil, ki ti ga je Bog dal, narava, ohraniš čim dalj časa. Ne da ti odteče, pa da ti pri tem, ko pada, naredi več škode, kak če ne bi padal, ne. To je puno stvari, ki jih človek enkrat jih lahko najlepše jih spremljaš, če jih doživljaš, ne. Če jih bereš, je tudi tak, ne. In mi smo videli, da pri suši, ne, zdaj seveda, ne, da bi nekdo rekel, da se bomo z ohranitvenim kmetijstvom suše rešili, ni res. Ne gremo se rešiti, ampak vidimo pa, da če rečemo 15 dni brez dežja, pa opazujemo rastline po 15 dnevih, na konvencionalnih njivah rastline začnejo kazati znake težav po pomanjkanju vode. 16. dan tak, 17. dan že boj, ne, če je to zdaj tak, tudi tako daleč, ker se začne sušiti, ne, se lahko posuši. Ko spremljamo rastline na njivah z konceptom ohranitvenega kmetijstva z plitnim posegom, je tota sprememba še najmanj 3 do 4 dni nevidna. Ampak po 5 dnevih se tudi tam, če ni dežja. Če pa je 3. dan, po tistem, ko smo na konvencionalni njivi že videli probleme, pa je 3. dan dež, to se pravi, da so tiste rastline, ki so rasle na konceptu ohranitvenega kmetijstva, funkcionirale normalno, niso doživljali nobenega stresa in so takrat, ko so dobile padavine, tako kot one normalno funkcionirale. One pa so že mogle se malo, se pravi, revitalizirati, ker so že bile prizadete. To je to zdaj, ne. To so, seveda to zdaj znanstveniki bi to lahko narisali pa napisali na naštete načine, ampak mi to vidimo v praksi, da predvsem na teh plitvih tleh je vpliv suše, seveda, če ni tako dolgotrajna, manjši, kak je na njivah, ki je konvencionalni pristop. Zimska vlaga, ne. Vi imate na primer tote njive, ki so bile čez zimo pokrite, ne, pa ne preorane, ne. Pa to je, včasih imamo celo spomladi težavo z vlago, ne. In zdaj se nam dogaja to, da neki konvencionalni kmet že pripravlja zemljo, pa se že za njim kadi, mi pa še skozi gledamo, pa nič ne delamo, ne, ker so tla pokrita, so še teko hladna, so teko bolj vlažna in zdaj pravijo, kaj boš ti zdaj, ti pa zdaj ne boš sejati, ne, ja bomo sejali, ja pa bo zamuda, ne, ja pa ne bo zamuda, ne, če pa narava še ni pered na moji njivi, zato ker bi sejali, ne. In to zdaj težko, ne, to zdaj, spet smo tu, ne,
In na koncu, ko to pa pol primerjaš v nekem času rasti, ne, če si slučajno imel njivo, ki je bila ista rastlina tam, pa ti si, tista je že vznikala, ti pa si začela sejati, pol pa si gotovo, da smo mi imela isti pridelek, pa celo jaz boljšega, če bi to natančno zmedla. Zdaj, vi ste sejal kasneje, zato ker vam ni bilo treba orati. Ja, seveda, mi smo, glejte, jaz težko razumem teorijo, da se v kmetijstvu najprej borimo za vodo, pol pa smo pozabili, za 2 meseca pa smo pozabili, pa pravi, vode imamo preveč. Mi moramo vedno strmeti za dovolj vode v kmetijstvu. Zato je, vsaki reče, pa smo imeli mokro pomlad. Hvala Bogu, ne? Ampak zdaj, če je to ta mokra pomlad, ni napolnila profila, ker ga ni mogla, te pa je problem. Te pa je problem konec maja, pa junija. No, in tu zdaj, mi si zdaj malo še pomagamo. Tu smo zdaj videli tudi že namakalnimi sistemi, ne, ker področje, kjer živim, je državni namakalni sistem. In bi lahko rekel tako, ne, ko pridejo ekstremi, pa je treba namakati, ne, mi imamo mogoče kaj vem. Najmanj, če bi rekla, ne, da konvencionalna njiva za isto kulturo rabi, ne vem, v tem obdobju, če je teko dni brez dežja 3-krat namakanje, mi smo z 2 več kak zadovoljili. To se pravi, smo porabili manj časa, manj energije, pa manj vode, ne. Opet smo tu, ne. Zdaj v jesen, ne, ko gremo, no, zdaj če analiziramo leto, ne, pa rastno dobo, ko prijemo pa v to poletno obdobje, ne, ko so temperature 30 pa več, ne, in zdaj, ne, kaj narediti z površinami, ko pravzaprav se umaknejo te, se pravi, zimske rastline od pšenice, ki se požanjajo, ne. In tu zdaj nastaja velika težava in tu smo mi ga v Evropi generalno lomili, ne. Zdaj, dokazljivo je, da ko ste vi strnišče pustili odprto 3-4 dni po žetvi, ne, 95% organizmov, ki je v toti sloji 5 centimetrov gori, propade, zato ker je sonce likvidira. Izparevanje je lahko tudi 15 litrov. To se pravi, ko požanješ pšenico. To se pravi, izparevanje je lahko tudi 15 litrov na kvadratni meter pri temperaturi, kaj vem, prek 30. In zdaj, če vi zdaj pogledate konvencionalnega kmeta, ki je na to mogel nekaj posejati, pa bi želel posejati, pa ga ukrepi silijo v to, da posejo, on je v strašnem presingu in v velikem riziku. Zato, ker da še tisto vlago, ko je njivo preora, zguba v 3 dnevih, ko je ostala v zemlji. Vis-a-vis kmeta, ki kmetuje po konceptu ohranitvenega kmetijstva, je pa ta, da ima 2 možnosti. Prva možnost je, da plitvo posehe, če bi imel kakšne plevele rastoče po žetvi, ne. Če pa ni plevelov, pa samo poseje, če ima pravo sejalnico. To se pravi, vedno če, ne. In zato smo rekli, če imamo no-till sejalnico, po žetvi, danes smo poželi, jutri pa smo posejali. Kaj smo s tem dosegli? Vso talno vlago smo skoristili za kalitev, ki je ključna. Tista vlaga je tako pomembna, da je vse drugo zanemarljivo. In če ste tisto vlago v konvencionalnem konceptu kmetijstva zgubili v 3 dneh, da ste preorali, pobranali, pa šli sejati, pa nekaj 10 dni dežja, adijo. No, in tu se zdaj kažejo te prednosti, ne. Zato smo mi prišli zdaj na poletno setev soje, ne. To se pravi, lahko dobimo 2 pridelka, bi lahko tako, ne. Zato, ker hitro lahko posejemo. To se pravi, ne, zdaj smo pa tu, ne, zakaj manj delaš, pa zakaj lahko nekaj hitro narediš, ne. To se pravi, če vi rabite 3 ure, da pripravite 1 hektar po konvencionalni metodi, ne, jaz pa rabim za to, da pripravim pa posejem 1 uro. To se pravi, to je razlike 2-krat. In v takšni situaciji je to pravzaprav lahko ključ uspeha ekonomije na neki gospodarski enoti, ne. Stroški manjši, Tako. pridelek pa praktično isti. Tako, pa ne samo iste.
veliki meri, da bo, ne, ker tam je tudi lahko pridelek, samo vprašanje sploh, če boš od njega prišel. In ko gremo pa v jesen, ne, ko pa gremo na jesenski čas, ko se gre pa jesenski pridelki spravljajo, te pa smo spet tu, ne. Lahko prijemo v mokro jesen. In v mokri jeseni imajo največ težav konvencionalni kmetje, ne. Te imajo z spravilom, te imajo z pripravo, ne. In najbolj, in to vse vpliva na uničenje tal. Aš lahko super, lahko imaš 20 ton koruze, pa jo v mokri jeseni spraviš, pa ste poškodovali tla za naslednjih 5 let. Pa tisto pšenico, ki ste sejali, vprašanje, kakšno bo, glede na to, ker ste to delali v nemogočih pogojih. Konvencionalni kmet je vezan na način, da vedno, tudi v konvencionalnem pa v ohranitvenem kmetijstvu je tako, da najboljše pogoje človek vedno poišče za spravilo. To se pravi, če je mokra jesen, pa spravljamo konkretno koruzo v jeseni, ne, vseeno, če je mokro, poiščemo tisti trenutek, da smo koruzo spravili. Ampak te nastane v konvencionalnem konceptu kmetijstva problem nove priprave, če drugi dan daš in tako naprej. No, tu pa se rešimo z tem, da za kombajnom posejemo. Ali plitvi poseg naredimo, ker ga lahko naredimo, če je potrebno, ali pa tudi ne vem. To se vidi. In pa takoj posejemo. In drugi dan gre daš. In mi smo fertik. Oni pa še sejali niso, ki so včeraj poželi koruzo na konvencionalni način. Ali pa so slučajno pol parcele preorali, pol pa je daš natiral. To se pravi, ta plitvi poseg lahko naredimo, lahko pa ne. Odvisno od tega, če je treba rastline eliminirati. Mi v jeseni, na primer, ne, če so pogoji dobri, naredimo in poseg. To pomeni, da malo, da mogoče kako, ampak v jeseni je dosti takih rastlin v koruzi ostane, ki ne prezimijo, ne. To se pravi, tudi če so zelene, še rastejo in je pač, ko pride zima, jih likvidira narava, ker so neprezimne in morajo crkniti, ne. Ampak zato, da imamo sorazmerno dosti mase, če smo pustili sekundarni ostanek od koruznice konkretno, ne, mi na primer ne rabimo mulčera na naši kmetiji, ne, ga ne rabimo. Ni nobene potrebe, da bi imeli mulčer, ker to orodje z posegom istočasno tudi te ostanke tako zdrobi, da je to dovolj. Da to razseka, razpade, da ne bi se notegi kakih škodljivce od predhodne kulture zadrževali in tako naprej. Pa se naredi z to notil sejalnico, se pa pol naredi setev, ne. Zdaj, zakaj tudi se na taki način lahko zemlja ohranja, ne? Seveda imamo mi bistveno manj prehodov, ne. Mi se niti ne zavedamo, predvsem pa konvencionalni kmetje, ne, da z samo oskrbo rastlin med rastno dobo poškodujemo tla in to preveč. To se pravi, ko mi vedno hodimo, se vozimo po kmetijskih njivah, zato da nekaj delamo, ne, mi se ne zavedamo, da delamo škodo na tleh, mi se tega sploh ne zavedamo. In zdaj bi trebalo razmišljati o tem, kaj narediti, da ne bi vozili, ne zato, kako bomo toti problem, če smo vozili, rešili. To se pravi, da parafraziramo, ne, res je, da je začelo goreti, pa da gasimo, ne, ampak dajmo se pitati, ker naj jutri drugič gorelo pri sosedi, kaj bomo naredili, ne, ker ne bomo gasili, ne. To je treba iti. In to je najboljši gasilski avto, pa več točno, vode, ampak kaj narediti zdaj, da ne bo prišlo da ne bo požara. Evo, ne, da stvari na svojem mestu in da je to funkcioniralo, ne. In to je zdaj, ne, ta pristop, ne, do tega je, kako bi rekel, v ohranitvenem kmetijstvu ne vreš spati, bi lahko rekel, ne, če glih manj delaš, ne, ampak tega nekih stvari, ki te poganjajo, pa ki ti dajajo, ne, jaz vidim tu, na primer, za živinorejske kmetije, ne, to je to okno možnosti. Za živinorejske kmetije v ohranitvenem kmetijstvu je bistveno večji, kak je v čistih kmetijah tistih, ki nimajo živine, ne. Zakaj?
Zato, ker imaš določene vrste živinoreje, ki pač lahko koristiš trajne rastline, ne, ki to fajn posejaš, pa samo pokosiš, pa skrbiš za spravilo, ne, in pravzaprav, če to veš narediti pravi cajt, ne, pa danes glede na to, da je ta kmetijska tehnika dosta storilna, ne, bi lahko kmetje polagali več pozornosti na trenutek posega, ne, ker to je strašno pomembno, ne. Mi se sploh ne zavedamo, kakšno škodo na primer naredimo, če gremo na njivo, ko so tla prevlažna, ne. To je na primer lahko škoda, ki jo lahko saniraš 5 let, ne. In tudi tam, ne, zanimivo je tudi nekaj, ne. Glejte, mi imamo v cestnem prometu omejitve vsi, to vsi poznamo, pa tudi sankcionirane so v celem svetu. Ko pridemo do njive, pa tega ni. Mene to moti. To se pravi, na njivi je lahko osni pritisk tudi 20 ton. In če pridete vi na njivo, ki je osni pritisk takšen, to je uničenje tal, ne pitete, kaj se dogaja, ne. Kljub raznim metodam zdaj, da imamo možnosti teh ali gosenic, ali kaj vem, povečane naležne površine in tako naprej, ne. No, kaj mi opažamo tudi pri pohodnosti tal, to je zelo pomembno, ne. V ohranitvenem kmetijstvu, ki plitvo posegamo v tla, puščamo dosti sekundarnih organskih ostankov in pa tudi mestnih dosegov na površini. Pravzaprav ugotavljamo, da se pohodnost drastično izboljšuje. Se pravi, ko greste vi na njivo, neki poseg delati, ali je to kaj dognojiti, ali je pa treba kakšna intervencija z FFS-om, ali pa pri spravilu, ko gre kombajn, ne morete verjeti, to so odtisi, ki so pravzaprav nevidni. In spet smo to šli raziskovati, ne, in smo prišli do čista, to so zelo fizikalne zadeve, ne. Vi veste, da na primer v gradbeništvu plošča betonska brez armature ne zdrži dosti. In tudi ni vseeno, kje je to ta armatura. Če je to ta armatura na podni, da plošča hitro, če je previsna, hitro problem, mora biti v zgornjem delu. In tu je zelo podobno, ko ti tote organske stvari naložiš na zgornjem profilu tal, to se pravi, smo rekli, v toti 10 centimetri plus minus, ne. Mi pravzaprav s tem povečujemo tudi armaturo totega sloja in to pomeni, da se lahko peljemo brez poškodbe tal, ne. In če nismo tal poškodovali, lahko takoj sejemo. In če lahko takoj sejemo, smo prihrali na času, pa na času rasti za rastlino, ne. Tako da, zdaj je velika polemika pri analiziranju doprinosov ohranitvenega kmetijstva. Namreč, ves koncept kmetijske politike za subvencioniranje, podporo kmetom za neke preobrazbe v nekaj je vezani na konceptu stroška. Če boste vi zdaj nekaj delali drugače in to košta tejko, bomo vam mi tejko nadomestili, ne. In zdaj ti prijemo v konflikt v ohranitvenem kmetijstvu, ko smo mi rekli, mi ne moremo več graditi, se pravi, nagrade na stroški, ker mi stroške zmanjšujemo, vi pa pravite, da stroške plačujete, in ker jih mi nimamo, pravite, da smo nedeležni podpore. No, in ko nam včasih kolege ameriški rečejo, ne, kako je to njihovo pa našo kmetijstvo, reka, gledajte, ne, ko bodo subvencije omejene v Evropi, ali pa jih ne, reka, šele takrat boste spoznali, kaj je ohranitveno kmetijstvo, je pa conservation ali kar že po angleško, ne. In zdaj vidite, ne, to vse vpliva, ne. Zdaj, ne, eni kmetje pravijo, imamo ohranitveno če imamo konvencionalno kmetijo, ne ohranitveno, dobim subvencijo, če pa grem na ohranitveno, pa ne dobim, ne. In to se zdaj mi se tudi zdaj to smo se teko angažirali, da smo leta 2015 ustanovili Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo. Jaz sem tudi ustanovni član tega, tako da zdaj tu lažje z stroko, z politiko sodelujemo, pa se pogovarjamo o rešitvah, ki so seveda za naše razmere primerne in pa seveda tudi za evropske, ne. Tako, kako sem
ko sem bil v Bruslju leta 2018 in ko smo se pogovarjali o rešitvah v ohranitvenem kmetijstvu in pa o praksah, ki so razvite, sem videl, da so vsi na nule. In mi pa smo imeli rešitev na dlani, pa nismo tega, ker smo bili prvič tam, nismo še niti bili člani asociacije, mi smo tudi, naše združenje je član Evropske asociacije ECAF, ki pravzaprav združuje samo še 16 držav evropskih, ni vse, 16 jih je. Ne? In zelo zanimivo, ne, kako to zgleda, ne, da naprimer Nemci so zagovorniki oranja 500 na uro, ne, in so celo zdaj v nekaj letih analiz površine brez oranja v državi zmanjšali, ne povečali. Ne? To se pravi, da zdaj vidimo. Ja, to bo šlo toliko časa, dok ne bo, bi rekel, nam zemlja sama zaprla pipco. Ja. Takrat se bo pa, bi rekel, takrat se bomo pa zbudili. Ne? No, samo zanimivo je, ne, da ljudje tega ne dojamejo. Zdaj, jaz si to razlagam na način, ne, da dokler ne doživiš spremembe, tega ne boš niti razumeti. Mene zdaj, hvala Bogu, ne, jaz sem tako srečen, da sin, ki je zdaj nosilec kmetije, ne, in njega verjetno za nobeno ceno ne bi prepričali, da bi šli orat. In to me veseli. Ne. On je sicer nikdar niti bil neki zagovornik oranja, niti ni oral v svojem življenju, ne, ker sem to jaz te dela še, ne, ampak to je zelo pomembno, ne, ker pravijo tudi poznavalci, ki hodijo po svetu, pa conservation agriculture implementirajo v ljudske množice, ne, pravijo, da je ta prehod takšnika, ki je pri zdravljenju alkoholika, ne. Se pravi, ko imamo alkoholika in ga moramo zdraviti, takrat, ko je ozdravljen in naprej, ne sme absorbirati več nič alkohola. Dočim vsaki normalni človek, ki ni podvržen alkoholu, še vedno lahko spije deci, to se pravi kozarec vina, je pa eno pivo na dan, pa je to še vedno meja normale. In to je isto je pri ohranitvenem kmetijstvu. Ko prijete v krizo, ali nekaj ni šlo, ne, te se jih dosti od totih, ki so prišli v krizo, vrne v oranje. In to ti ni pomoči. To tega naš preobrne v konceptu ohranitve. In toti so glavni protagonisti, da je to ni vrede. Ne? In zato smo mi tudi, ko smo naše združenje ustanavljali, ne, ko smo pisali akte, ne, smo pravzaprav dosta dobro zadeve postavili, smo rekli, mi vabimo med svoje vrste tiste, ki to razumejo, tisti, ki to delajo in tisti, ki to podpirajo. Ne želimo pa med svojih vrstah imeti ljudi, ki bi bili kmetje, pa bi konvencionalno kmetovali, pa nam delali sile raste. In to smo imeli prav. Ne? To je tisto, zdaj, ne, da imaš ti vedno okoli sebe tiste ljudi. Ne? Ni pa nujno, da so to samo tisti, ki to delajo, lahko so to tudi kakšni strokovnjaki ali pa čisto preprosti državljani, ki razmišljajo o tem, da je to prav. Ne? In zato je ta proces je pravzaprav vse splošno družbene. Ta preobrazba, vse se na vseh področjih to kaže. Tako, se strinjam, ta preobrazba lahko vpliva na nešteto drugih stvari med ljudmi. Ne? In ko to opažaš, ne, in ko smo to zdaj bil prvič, lani je bil v Nemčiji predstavitev Soil Evolution, je bilo to, se pravi, to je bila 3-dnevna predstavitev, ki so Švicarji, Nemci pa Avstrijci prikazali na enem lokaciji te koncepte. Ne. In ko to vidiš, ne, ko se tu srečavljaš z ljudmi, pa se lahko s katerim kaj pogovoriš, ne, res je to, ne, to so drugačni ljudje. Ne. In to te ljudje danes vidijo kmetijstvo bistveno drugače, kot čisti konvencionalni kmetje, ki pravzaprav vsak dan, ko vstanejo, imajo neki problem pred sabo. To se mi zdi tudi tako, ne vem, kako vi gledate, ampak povezanost z zemljo, ne? Da jo, bi rekel, da jo čutiš, da jo ne, da tako kot sebe, kot človeka čutiš, ne? Tako kot ste rekel, da so tla pokrita, je tako, kot bi imela, tako kot ima človek kožo, ne?
da nisi nasilen do zemlje, da jo, bi rekel, spoštuješ, da nekako si povezan z njo na en drug način, kot pa če greš zdaj s traktorjem, pa kar orješ. Ne, tako. Ja, zdaj, glejte, ne, zdaj, toto nasilje nad tlemi je povzročila industrija. Če mi ne imeli traktora, ki ima kabino, traktora, ki ima gretje, ki ima komfort, ko v avionski kabine, je veliko vprašanje, če bi tudi danes pri tem znanju kdo oral premokra ali zmržena tla. Ampak jaz se zgražam, ko takšne posnetke vidim, ne, ko se nekateri s tem pokažejo, da so orali zmržena tla, da so orali v sneženju, da so orali v mokrem. Ne. To danes tehnika omogoča, o tem ni dvoma. Ampak samo zavrtma 50 let nazaj, pa rečemo, če bi namesto tega traktora moral biti konj, plug, pa človek. In zato je tudi ta diskusija, ne, orati, ne orati. Ne. Tu je zdaj ta dikcija, ne, da se reče ohranitveno kmetijstvo, je kmetijstvo brez oranja. Ne. To je tudi tak, ne. Ni čisto, treba je malo več povedati. Ne. Če bi mi vedeli tako orate, kako so orali naši dedeki, tukaj delamo zdaj mi z Eversom, 10 centimetrov, pa da so vedno tako zorali, da so ni mogli prav posijati, ker so imeli kosmato kori, ker so ni imeli pravih pljugov, pa se ni šlo to. To ni še narobe. Zato so lahko preživeli. Ko je pa prišel traktor leta 50, pa ko je prišel leta 70, še večji traktor, te pa so se začele delati taka nasilja nad tlemi, da pravzaprav je zemlja rekla, dosta vas imam. Ne? In jaz sem bral eno knjigo o pedologiji, nisem vedel, da so bili, naprimer, to je zelo pomembno, ne? Največji pedologi na svetu so bili Rusi. Kaj to pomeni pedologija? Veda o tleh. Veda o tleh. Ne? No, in tloznanstveniki se je reklo, ne? Rusi so pač, ruski tloznanstveniki so zagovarjali, da so kmetijska tla ali tla, ki pač pridelujemo rastline, živa stvar, kar je res. Zahodnoevropski pa so trdili, da je to samo materija. In tu vidim jaz, in v tisti knjigi je napisano, da se in ameriški tloznanstvenik pri 70 letih šel učiti ruščine, ki je lahko razmo ruske tloznanstvenike. In tu zdaj razmišljam o tem, zakaj so Američani šli tako daleč v razvoju do tehnologij v obdelavi tal naprej proti Evropi. To se pravi, mi še smo danes zadrti. Mi še danes v Evropi trdimo, da brez obdelave tal ni proizvodnje, kar je totalno zgrešeno. In zdaj to podpira celi koncept. Tako, kako smo rekla, ne? V bistvu samo ena ideja je, ne? Ja. Tla so živa, tla so mrtva. Ja. Ena ideja je vse temelji, ne? In ste videli, ne, dostikrat, ko se strokovnjaki pogovarjajo, ne, ali je pridelava hrane iz hidroponike kmetijstvo, ne. Pridelava hrane na hidroponski način je čista industrija, ker to lahko delaš kičeh, pa kdočeh, pa brez tal. In seveda, ne, znanost pa je marsikaj omogočila. Ne. In tu zdaj, seveda pa zdaj, ko pa poglednemo, kako sem že rekel, ne, to včasih težko razumeš, ne, ampak ko gledaš analize, ne, jaz sem to dosti gledal, izgubo humusa v kmetijskih tleh Evrope. To je v zadnjih 30 letih evidentno. In vsi trdijo, kaj smo izgubili, ampak niše pa neče priznati, kaj smo delali narobe, da smo to izgubili. In še delamo dalje naprej tako narobe. Pa pravimo, kako smo to rešili. To
To se pravi, ni pravega pristopa. Ne? In upamo, da zdaj vidimo, da skupna politika zahteva se pravi rezultate, ne? Ni samo denar do, ne? Pa kaj ne nič, ne? Mogoče da se to pokazalo. No, in še ena zadeva je zelo zanimiva, da je treba vedeti. Ne? Ste videli, ne? Kmetijska produkcija v Evropi, pa po vstopu vzhodnoevropskih držav v Evropsko unijo in pa tisti, ki so kasneje vstopali kot vzhodne države, pa jih je tudi evropski kapital Francije, Nemčije dobil v roke. Ne? Tam so pridelki kmetijstvi narasli v 2 letih za 100%. Logično, tla so bila neizčrpana. To, ko so prišli z to kemijo, pa z to tehnologijami, to zdaj 10 let raubali 500 evrov. Dok ne prideš tako daleč, kak je prišel oni v Holandiji, ne? Ko mora zemljo 30 cm prepariti daleko še sploh kaj sadi, ne? Ja, se to je tako, ne. Hiter rezultat, ampak čez čas se pa izčrpaš, ne. Ja, ampak... Vse je isto tako pri človeku, ne. Ja. Lahko dobiš, vzameš drogo, imaš ful dober rezultat, Tako. to traja nekaj časa, pa se sesuješ. Pol pa se sesuješ, ne. Ja. Tako da, glejte, ne, zadeva je vse splošna in jaz vidim, da več takšnih oddaj, pogovora o tem, ne, o tleh in pa tega odnosa človeka do tal, ne, je zelo pomemben, ne, in če bi to ljudje, ne, večkrat videli, pa da bi to malo mogoče bolj od blizu spoznavali, ne, bi bilo tudi za vse nas boljše, ne. Namreč jaz sem dostikrat skeptičen do tega, ne, trdim, ne, da do tega kmetijstva še zdaj rečemo 3% življa, ne, ki na tem dela, ne, 97 pa tu zraven gleda, ne. In sem rekel, zdaj moramo vedeti, ne, da toti, ki nas gledajo, ni samo zato, ker mi delamo hrano za njih, ne, oni nas tudi opazujemo, kako to delamo, ne, in tega se treba zavedati, ne. In zdaj seveda, ne. Vedno bolj, ne. Vedno bolj, ne. Vedno bolj. Zdaj pa veš, ne, zdaj pa so to razno razne situacije, ne. Jaz, na primer, ne, zdaj to mogoče glih za to zgodbo ni pomembno, ampak ne, mene nekako nikako nisem mogel dojeti tega razumevanja, ne, zakaj je takšna borba za neprepoved glifosata v Evropski uniji, ne, da ga ne bi prepovedali. In zdaj sem ugotovil, da so toti faloti, ki so konvencionalno kmetovali, se pravi ob tem, da so tla maksimalno obdelovali, da so rabili totalni herbicid, glifosat, toti so zelo blizu ovin v Ameriki, ki so delali gensko spremenjene rastline z glifosatom. S tem, da ovi najdejo na samih tleh manj škode, ne, delajo škodo tudi v mikroorganizmih, sigurno delajo, pa delajo škodo na tem, če glifosat dejansko rakotvoren, pa ga ljudje moramo poljesti, ne. Toti pa še delajo škodo na tleh. To se pravi dodatno. In zdaj meni postaja jasno, ne, kako je to mogoče, če si ti konvencionalni kmet, ki bi pravzaprav načeloma lahko dela brez glifosata in ga zdaj zagovarja. Kakšna je to ta logika, ne? Ko pa mi smo v ohranitvenem kmetijstvu z plitvo kompostirno pripravo tal, pa, ne, mi se zdaj ne vemo izjasniti, ne. Naša tehnologija lahko funkcionira brez glifosata, ampak tega ne vemo povedati, ne upamo celo povedati. In zdaj eni nas imajo za bedake, eni pa pravi, dobri ste, ne. Zdaj pa, če jaz osebno razmišljam kot Branko Majerič, ne, jaz se ne bojim kmetovati na ohranitveni način brez glifosata, ne bojim se. Ampak če ga drugi zelo rabljajo v načinih, ki ga sploh ne bi trebali nucati, te pa je to absurd. In to je mogoče zdaj spet, ali je to politika, fitofarmacije, sistem, način ali razmišljanja, celotnega sistema, ne. Filozofija. Zdaj, ne,
dosti krat smo se pogovarjali tudi o ekološkem kmetijstvu, ne. Zdaj ne, in pol, ko smo tu dali na mizo ekološkega kmeta, pa kmeta na ohranitveni način, pa konvencionalnega kmeta, ne, in pol smo na koncu ugotovili, ne, da vsi imamo isti problem, ne, kar je res, ne, ampak vprašanje, čemu poznate, ne, da se borimo proti plevelu. To je dejstvo. In brazilski proizvajalec sejalnic, ki je bil v Evropi na sejmu, je napisal, ne, je rekel, da že človek, ne vem, 3000 let, kako je on tam napisal, orje, ne, pa njega znanstvenika, ki bi vedel razložiti, zakaj se orje. Vsi razlagajo čudne zadeve, ne, in zdaj na koncu, ko pa tu tako preprosto razmisliš, pa ugotoviš, da orjejo samo zato, da plevel uničijo. To se pravi, da ni res, da bi mogli tla rahlati, zato ker smo novo rastlino pridelovali, ampak da so se lažje resli plevelo, ne. In zdaj, seveda, ne, zdaj, če ne orješ, imaš lahko glifosat, kar je slabo, ne, lahko pa bi ponudil drugi koncept, ne, koncept motike, ne rabiš glifosata, pa ne rabiš globokega posega v tla, ne, kar je pa pravzaprav najboljša stvar, ne. Ali pa če bi lahko zdaj v poleženo rastlino posadil novo rastlino, toti cover crop, ne, ki se pa zdaj kot ena od tehnologij razvija. Koliko ljudi vam tukaj pomaga na vaši kmetiji? Vi imate koliko, 40 hektarov? Mi delamo enih 35 hektarov. Nič, mi imamo razen v času spravila čebule. Drugače pa ne. Imate, bi rekel, dobite pomoč ljudi, da pridejo, drugače pa ne. Drugače pa kaj, vi pa vaša družina? Glejte, jaz načeloma to naredim, sin je v službi, tako da totih 35 hektarov se z takšno tehnologijo da brez nekih velikih naporov obvladovati, ne. Gre za tote, dostikrat ne za tote časovne konice, bi lahko rekla, ne, ko je treba nekaj narediti v pravem času, ne. Katere pridelke imate, kakih pa pol pobirate strojno? Ja, mi zdaj, sončnica se pobere z kombajnom, soja se pobere z kombajnom, koruza se pobere z kombajnom, se pravi, ječmen se pobere z kombajnom, rž se pobere s kombajnom, fižola se pobere s kombajnom, edino čebulo moramo pobirati z roko, ker imamo to avtohtono sorto, ki niti strojnega spravila ne prenese, ne. Tako da, ampak ne, zdaj meni včasih nekdo, ne, mi delamo tudi čebulo brez oranja, ne, zato so vsi happy, ne, kako je to mogoče, pa jaz sem rekel, gledajte, ne, mi zato delamo 10 let, ne, pa njega nobene frke pri tem, ne, jaz ne vem, ne, in vedno, ko po tisti površini zasejemo kakšno drugo rastlino, je to še vedno boljše, kot pred, ko smo orali, ne. In tudi sem to opazil, ne, da na primer, vsi so bolj plitva tla, se reče, da je več proda med prstjo, ne. Imamo pa tudi težja tla, ne, zdaj ta polemika dostikrat, ne, da so težka tla problem, ne, ni res, ne, težja tla so celo bolj odzivna na minimalne posege v tla, kot plitva tla, ne. S tem, da pri plitvih tleh dosegamo tudi, da totih kamnov med sabo več ne premeščamo z enega sloja v drugega, ne, tu mi zdaj opažamo, da je tega proda vedno na površini manj, ker tu pravzaprav nič več ne prekataš, ne, globoko ne posegaš, ga ne izruvaš, ne, in tota sekundarni ostanki od požetih rastlin in pa tudi kakih mestnih dosedek, zdaj v totem gornjem sloju pravzaprav delajo to, da se toti kamen pogrezne in da ko je tu posejano, ga nega na površini, ne. To je plus, ne, zdaj, če bi to bilo, ko je bila to klasika, ko si to zaral, pa si šel pripravljati z neko brano, pol si imel prst, nad prstjo pa kamne. In to bilo moteče, ne. S tem, da, dobro, zdaj obstajajo tudi tehnologije, ki bi lahko kamne pobral, ne. Seveda pa, če kamne pobereš, to pomeni tudi, ne, iz tega sloja do 30 centimetrov, pol tako ne smeš več posegati v tla, ker te priješ na isto zgodbo, ne. Tako da, zdaj že kar nekaj kmetij tu posnema naš koncept, ne,
čisto zdaj v naši bližini 2 kmeta, ki že to delata tudi dalj časa, zdaj se tudi ostali že počasi naglejuje, kako bi temu rekli, ne. Seveda je to za vsako kulturo malo drugače, ne, pa kako bi rekel, ne, toti, ki bi želeli, ne, zdaj imamo kmeta, ki konvencionalno kmetuje in zdaj kako bi se tega lotil, ne. Vi morate narediti tečaj, ne? Ja, in to je pomembna zadeva, ne. In tota stvar je sledeča, ne. Ne smeš na celi kmetiji iti v to, ne. Ti moraš reči, jaz sem zdaj izbral toto parcelo, tota parcela bi naj načeloma bila dobra parcela, ne. In tam začneš kmetovati na tem konceptu, z kolobarjo, in pol se, ko si neko zadevo se naviča, samo še preneseš to na ostale parcele, ne. Mi smo sicer tu štartali na vse, ne, da smo včasih na kako mino naleteli, ne, ampak smo to mino probali deaktivirati na način, da nas ni pobralo, ne. Tako da je to, seveda pa zdaj pa, če si mali kmet, pa si nešto te tehnike privošči, ne, to je pa druga zgodba, no, in tu zdaj mi v Sloveniji pač poskušamo na ministrstvo vplivati, ne, da bi predvsem sejalno tehniko, niti ni toliko tota orodja, takšna in drugačna, sejalno tehniko poskušali subvencionirati na način tako zvane kolektivne naložbe, da bi pač 3, 4 ali pa 5 ali pa v eni vasi manjši kmetje. Tako je bilo včasih, ne? Ja, točno to je bilo včasih. Ja, ker dejansko, če pogledamo, ta stroj večino časa stoji, ne? Toti stroj stoji na leto 350 dni. Ja. 15 dni, če je v akciji, ne. Ja. No, in to je zdaj tudi to, ne. To je tudi to zdaj, ne. In ko sem to analiziral, ne, sem prišel do takšnih številk, ne, da bi to lahko bilo, ne, če bi se kolektivne naložbe dobro podprle, ne, to pomeni, da bi najmanjši kmet, 2, 3, 5 hektarov, ne, lahko imel možnost uporabiti najsodobnejše tehnologije, ki so danes na svetu znotraj primarnega kmetijstva na razpolago. Ne. Če pa ti bi lahko isto zaslužil, isto bi lahko bil profitabilen. Kako oni na 1000 hektarjih. Tako. Točno. Ne. In seveda, ne, zdaj, če tisti, ki imajo 1000 hektarov, gledajo totega, ki jih ima 5 na način, kdaj ga anulirali, ne, to je to slabo, ne. Jaz, na primer, jaz sem strašen zagovornik, ne, da bi morali imeti več malih kmetov, ne. Glejte, to, kar se je v Evropi zgodilo, ne, da smo v zadnjih 10 letih izgubili 4 milijone, ne, niti 11 nas ni več, ne. Bilo jih je preko 15, ne. To je katastrofa. Ampak to vse, ne, to vse je vpliv kapitala dela, ne, zato je kmetijska politika z subvencijami pomembna, kako je nastavljena, ne. To se pravi, danes imamo v Evropi problem, da 80% skupnega denarja pobere 20% KMG-jev v Evropi. Pa to je nevzdržno. Ne? In danes primerjati kmeta z 5 hektarji z tistim, ki jih ima 100, je pa 500, je pa 2000. Ne? Pa to je absurd. To je kot da primerjate vi vas gnes tu na stoli z onim, ki je na Luni hodi, ne? Pa reče, gleda, to sta zdaj 2. Mislim, to je nepošteno, ne? In tu jaz vidim, zdaj, ali bi se v to morala vključiti širša javnost, ne? Mogoče tudi, ne, se to zdaj malo dogaja, ne? Ampak se to dogaja na neke čudne, z nekimi čudnimi prijemi, ne? Zdaj dobro, ne? Zdaj, živinoreja, ne, je poglavje za sebe, ne? Ampak tu na sektorje primarnega dela kmetijstva, to se pravi povezava z tlemi, ki smo vsi odvisni, tisti, ki imajo krave, pa tisti, ki nimajo krav. Vsi smo tega odvisni, pa tisti, ki živijo v mestih, ne. Vsi so od zemlje odvisni, ni od krave, od zemlje. Od zemlje je odvisna krava pa človek. Tako. In tega pa zdaj, ti pa zdaj gledaj, ne, ti pa, ali ni znanja, ne, pri tej širši množici o tem, ne, ali si zdaj nekdo predstavlja trajnostno kmetijstvo z motiko v roki, ne, pa s klovilkom na glavi, ne. To je problem, ne. Ampak trajnostno pomeni, če mogoče to na koncu povemo, ne, tistih par principov, ko ste vi povedali, trajnostnega kmetijstva, ohranitvenega kmetijstva. Ohranitveno, čeprav jaz razumem,
ta izraz pomeni, da ne pretirano izčrpavamo tal, to se pravi, da ne jemljemo droge, ampak da živimo, bi rekel, malo bolj tako, na dolgi rok. Zelo pravilno razmišljate in toto poimenovanje pravilno naslavljate. Ne? Namreč, dobesedno gledano, ohranitveno bi pomenilo, da bi mi hteli ohranjati to, kar smo zdaj delali, kar je pa slabo. Ne? To se pravi, ne gre za to. Gre za to, da bi mi tukaj dobro ohranili. Ne? In se pravi, da bi ohranitev izboljševalno, kako bi ga slovensko poimenovali, se pravi, mi moramo najprej tla popraviti, Pozdraviti. te pa jih v tej kondiciji ohranjati. In Ja, to je zdaj, dostikrat so te polemike med conservation, agriculture, Jezus, to smo, čudne zgodbe so, ne, in to si zdaj, ko tu greš v te jezike prevajati, pa vsak je to malo po svoje postavi in pol prije lahko tudi nekaj, zdaj se vam pojavilo tudi regenerativno kmetijstvo, ne. To se pravi, regeneracija bi pomenilo obnova, ne. Pol smo imeli, imate zdaj koncept izrazoslovja konzervirajoča obdelava, ne, to je zdaj en poimenovanje enega koncepta znotraj skupne politike v Sloveniji, ne, ki mu mi pravimo, da niti pravilno naslovljeni, niti ne odraža pravilne situacije, ne, tako da, ne. Ampak dobro, važno je, da se pojavljajo te koncepti, pa da se nekako stvari spreminjajo, ne. Tudi že to, da sem jaz prišel do vas, že to je nekaj, ne. To bo zdaj šlo med čisto en nov, bi rekel, eno novo skupino ljudi, ne. Ampak če še enkrat ponovimo, kaj so tiste, bi rekli, tistih par točk tega ohranitvenega kmetijstva? No, ključne zgodbe ohranitvenega kmetijstva so sledeče, ne. Nič ali minimalno posegati v tla, pri vzpostavitvi nove rastline za rast, se pravi gojene rastline, ki vi želite gojiti, morate strmeti za tem, da po setvi ali saditvi takšne rastline imate vsaj 30% površine tal zastrtih, in pa da veste dosta dobro kolobariti, se pravi menjavati kulture, da skrbite za biodiverziteto rastlin in mikrobiološkega stanja organizmov v tleh, in to se lahko dogaja samo tako, da se rastline med sabo pravilno vrstijo, da ne posegamo po monokulturnem, se pravi proizvajanju, da bi imeli, kaj vem, poljedelstvo, kar je možno, ne, je možno 5 let koruzo, ne, pa 10 let koruzo, ne, ampak to je slabo za tla, to je slabo za mikroorganizme v tleh, to je slabo za hranila in tako naprej. In vsem tem pravzaprav bi ohranjali, ker pravzaprav to narava sama delala, ne, vi imate v naravi, najdete rastline, ki lahko rastejo eno z drugo istočasno, ne, imate pa rastline, če bi toti dve v kup dali, da bi obe dve slabo rasli ali pa niti ne bi uspevali, ne. In zdaj seveda, ne, industrijsko kmetijstvo je pač šlo v smer, ne, stroge specializacije, ne, eno rastlino na eno njivo pa vse pobiti, kaj je živega in mrtvega, če ni mrtvo, pa še mrtvo narediš, ne. To je slabo, ne. Zdaj, ali je tisti posevek, ki ima še del tu in tam kakega plevela, ne, ali je to res tako škodljivo za naravo, ne, da je zdaj mogoče za to 0,5% manj pridelka, to je puno nekih stvari, ki jih je v ohranitvenem kmetijstvu potrebno razumeti, ne, in mi vidimo, da na primer pri gnojilih se da šparati, ne, to je definitivno, ne. Pri FFS-jih pa tudi, ne, ker ko vi enkrat toto biodiverziteto spostavite, se pravi, da vi veste pravilno razvrstiti rastline, ne, imate neko rastlino, ki ima problem z boleznimi, in če ste drugo leto postavili drugo rastlino, ki te bolezni sploh ne bi na njo priti, to se pravi, ste naredili maksimalno, kar ste lahko naredili, ne rabite nobene kemije za to, ne, ker ni nobene potrebe, ker ta rastlina tega sploh ne prevzema, ne. Seveda, če pa toto vrstenje ni v skladu, ne, te pa nastajajo težave, ne, te pa ti nekdo reče, ne, lahko date seno tudi suhiti na vodno gladino morja, ne, samo vprašanje, kdaj je to, da seno tam suho, ne. Zdaj, če je 1 meter visoko naloženo, da je mogoče gornji del še se da ponicati, ne, tisti, ki pa v stiku z vodo, pa vprašanje, ne. Tako je to,
jaz mislim, da ohranitveno kmetijstvo je pravzaprav rešitev za vse človeka. Jaz to ne vem drugače povedati. Ne? Pa če povem drugače, po mojem vedenju je industrijsko kmetijstvo pripeljalo velike kmete ali pa velike farmere, svetovno gledano, na rob propada. Do velikih težav, ja. Na rob propada. Ja. So pred prepadom. Mali so obupali in so opustili v večji meri. Veliki, ki jih je podpira kapital, pa so na robu propada. In zdaj gre za to, ali bodo vedeli stopiti korak nazaj, to pa pomeni, da morajo iti v konceptu trajnosti kmetijstva, da ne sme biti ekonomija številka 1, da vse narediš za to, da največ zaslužiš. Ne? To ne sme biti, na vse ostalo pa pozabiš. Če pa tega ne dojeli, pa je neminovno. Pol bojo ostali pa samo še veliki traktorji, ki jih ne bojo mogli prodati. Ne? Točno. Ja. Ja. Kar je pa za obstoj človeštva kot takega zelo slabo. Ne? No, ampak jaz verjamem, da se bo nekdo, ko je vi najdel namesto njega, pa bo rekel, en pa tele z njive zdaj na drugačen način obdelal. Jaz sem optimist, pa vedno se najde, bi rekel, vedno se najdejo rešitve in vedno več teh rešitev se pojavlja in tako se mi zdi, da je ena taka transformacija, tako, ne samo na področju kmetijstva, ampak na vseh, No, na vseh področjih. jaz, ko se pogovarjam z konvencionalnimi kmeti, ne, o ohranitvenem kmetijstvu, ne, to takoj vidiš. Ne. Oni vidijo izključno problem, težavo v ohranitvenem kmetijstvu. Ko jim pa jaz povem, fantje, to so rešitve, to so ne težave. Mi imamo rešitve, vi ste v težavah. Bojijo se sprememb, ne? Točno. Tako kot smo delali že 30 let, tako Ja. je prav, ne? In če je to moj dedek dela tak, je to tako. Ja. Strah v bistvu, strah pred, da Ja. boš pa ti nekaj po svoje Ja. naredil, ne? Ker Ja. tudi mogoče so te učili včasih tako deli, ko sem ti rekel, pa nič drugače. No, vse gledajte, ne, to je tudi posledica šol. Mhm. Ne. Jaz, na primer, vidim strašno pomanjkanje takšnega znanja že v samih osnovnih šolah. Ne. Zdaj, ali takšnemu otroke začeti razlagati, da je mogel kmetovati z motiko, to ne smemo. Ne. Ampak da pa mu bi mogli povedati danes, ne, da Obstaja še kaj sinonim druga. za kmetijstvo ni plug. Ja. Ne? Da obstaja še kaj druga, drugi način. Mhm. Ne. To pa ni enostavno. Ne? Ne, in jaz imam 2 vnuka, hčerka, ki je na eni kmetiji poročena, in ta dva zdaj že veste, ne? Ko se kje pogovarjajo, ne? Pa če jaz rečem, kake se bomo orali, nam orali. Ne? Pa pravi, ne, da dedek Branko, ta ne pa dedek Stanko, on je bolj še takšne, ki se pravi, bi ali ne bi, ne, ampak bolj še ni prepričan, da čim sin že, ne, vnuk pa pravi, no, dedek Branko pravi, ne bomo orali, ne. Dedek Stanko pa pravi, kaj bomo orali. In to zdaj že vidiš, ne. To je No, da se vsaj razmišlja o tem, je že veliko, ne? Ja, in zdaj vidim, ne. In če ti bi zdaj takšnim ljudem nekaj o tem povedal, seveda bi mogel nekdo to tako povedati, ker do toti v tej razvojni fazi to razumeli, ne, bi to bilo pozitivno za naprej. Ne. Jaz sem bil, na primer, strašno presenečen, ko smo se 5 let nazaj srečali na črpalki z direktorom kmetijske šole na Ptuju, ne, zdaj v penziji, ne, šola pa da je po vsej verjetnosti crknila, ne. In jaz sem tam prišel na črpalko, pa smo tankali gorivo, jaz sem imel Eversa pripetega, on pa je prišel z plugom, ne. In pravim, ne, tako v žargonu, ne, sem rekel, direktor, ne bomo zmagali, ne. Sem rekel, moramo iti na to, ne. Rekel, veš kaj, jaz grem v penzijo, orali smo, pa orali bomo. Evo, To je to, ne? to je to. Na vrhu v bistvu, direktor. Razumeš? Ja. Ne?
In zdaj, ko to ti začneš prenašati, ne, pridejo občasno kakšni študentje. Zanimivo. A vi veste, da ne pitajo nič. Ko jim jaz to 2 uri približno kaj razložim, pa gremo kaj pogledamo. To je tako malo vprašanj. In zdaj, No, ampak je eno seme posijano, ne? Ko lahko No, no. skrije čez 5 ali pa 10 ampak let, ne. zanimivo me to, ne, jaz sem rekel, profesori, ne, a zdaj vi, kaj se vi njim razlagate takšnega, ker so to ti ne vedeli nič pitati, ali je to tako za njih nezanimivo, ali je to tako povedano, da oni ne razumejo, in vi zdaj razlagate v učilnici čisto tretje zadeve, ne. Ker če ti sedaneš nekoga, ki še se šel kmetijstvo, ne razlagaš, da je osnovna obdelava tal oranje, te smo mi gotovi, ne. Te smo mi gotovi in to je problem. To je problem prve. Ne? Če boš ti rekel, da boš ti pijonca za zdravo tako, boš mu vsak dan dal samo eno pivo, to je gotovo. To ni res, ne boš ga zdravo, ker ga nišče na svetu ni, pa še ti ga ne boš. Ne? Če je pijonec že, ne? Če ni pijonec je drugo, ne? Tega niti ni treba še tega piva davati. On da sem vedel, da lahko eno spije, pa še to ne. Ne, pa je to, ne. Branko, gremo zdaj pogledat stroje. Gremo. Ajde, jaz bom tole vzel dol. Eto. Evo, da pogledamo to mašino zdaj. Kaj je to? Kaj pokažem zdaj? Ja, pokažite. Evo, jaz bom malo posnel. Ja, tule zdaj vidimo toto orodje, ki mu mi rečemo 4-vrstni vario disk. To je trenutno izvedba vlečenega orodja, širine 3 metre. Na prednjem delu se pripne na poteznice traktorja, na zadnjem delu pa se vozi po cesti po kolesih. Ko je pa na njivi, pa je z valjem, ki je za orodjem, uravnavamo globino posega v tla. Tule zdaj vidimo 4 vrste krožnikov, ki so pripeti vsaki na svojem nosilcu. Ne? In bistvo tega krožnika je, da pravzaprav emitira motiko. Če bi tu zdaj podaljšali ta del v ročico, bi dobili motiko, z katero spreminjamo kote, in ravno to lahko delamo tudi s tem orodjem, da lahko spreminjamo vzdolžni kot, prečni kot, to se pravi, prečni kot je pa tisti kot, ki je oblikovan v obliki tega nosilca, na katerega pride pripeti vrteči krožnik. Ključna zgodba je oblika parabole krožnika, ne. Ta parabola ima svoj določeni kot, in pa bistvo tega orodja je, da pravzaprav podrezuje, ne, to plevel ali pa rastline, ki rastejo, podreže, vrže iz zemlje, in to se zgodi pravzaprav 4-krat in v takem radiusu prst poteka in talni delci se med sabo stikajo in se drobijo brez neke prisile. Seveda pa zdaj lahko to delamo na bolj poraščenih tleh ali pa manj poraščenih tleh. Krožnik rabi približno od 3 do 5 konjskih moči. Obstajajo manjša orodja, tam za traktorje do 80-90 konjev. Toto orodje, na primer, je za traktorje, bi lahko rekli, v razponu od 100 do 150 konjev. In mi takšni poseg naredimo neposredno pred setvijo, ali pšenice, ali soje, ali fižola, ali koruze, bilo čega. In se pravi, dobimo še delno zastrto površino, ki jo pač pravila ohranitvenega kmetijstva zahtevajo, to je teh 30%. V glavnem pa je
Kolikrat na leto recimo uporabite vi to mašino? Mi to uporabljamo izključno samo takrat, ko gremo posejati novo rastlino. Vedno pred setvijo nove rastline? Ni potrebno, odvisno od pogojev, včasih celo nič, gremo samo sejati. Ne? Ok. To se pravi, to je namesto pluga v bistvu. Ne samo namesto pluga, to je namesto vseh orodij, od pluga do to je pravzaprav nadomestek v konvencionalnem kmetijstvu, od pluga do vseh tistih orodij, ki pridejo, da tla pripravijo tako daleč, da lahko gremo sejati. Plug, brana, kultivator, kaj ja vem. To je skup nekih 3, 4, 5 orodij, odvisno, ne. Ok, zdaj imamo pa tlele še drugo mašinco. No. A je to tista sejavnica, ko so jo takrat prvič pripeljali v Slovenijo? Ja, To je ta? To je ta. Ja, to je ameriški Green Plain. Ok. To je za žito, za koruzno pa je seje. Tule pa zdaj vidimo žitno sejalnico, ki je v izvedbi no-tilla. To pomeni, da ima rezalne kulterje ali pa diske ali pa krožnike, na katere je treba delovati najmanj z 200 kg pritisne sile. To se uravnava z zmetjo. In pa sejalnico se na sprednjem delu obteži dodatno. Potem pa imamo drugi del sejalnega elementa, ki je sestavljen iz 2 diskov, v sistem, kje polagamo na eno mesto seme, na drugo mesto lahko dajemo kako štartno gnojilo ali kaki dodatek, stimulativni, kaj vem. In pa na tretje mesto, ki ima nameščeno zasetev drobnih zrn, se pravi, ali je to kaka detelja ali kaj takega. Ter globinsko pritiskalno kolo, ki istočasno z njim uravnavamo globino setve in pa pritisk semena ob dno brazde sejalne. Ima 3 rezervoarje, zalogovnike, v prvem je seme, v drugem je štartno gnojilo, v tretjem pa so lahko drobna semena, se pravi detelja, ogrščica, pač odvisno od rastlin, ki bi jih posejali. Sejalnica je koncipirana na način, da je polnošena, to je zelo pomembno, da ima od zadaj kolesa, ki se en del teže prenese na kolesa. To pomeni, da rabimo manjši traktor. Prednji del pa je pripeti na poteznice traktorja. In taka sejalnica bi pravzaprav lahko v naših pogojih, v slovenskih, bi lahko posejala na letnem nivoju brez problema 400 hektarov, če bi bila v solasti, ker je setveni rok jeseni pa med letom za vmesne dosevke taki, da bi lahko posejala cirka 400 hektarov. Medvrstna razdalja je tu na 19 centimetrih, ne. To je tudi pomembno, ne. V glavnem pa lahko sejemo v plitvo obdelana tla, kot smo rekli, lahko pa sejemo v čisti no-till, ne. To se pravi takrat, ko so v jeseni, na primer, v jesen, če so tla premokra, da se ne da nič več posegati, neposredno po žetvi, gremo direktno v setev. Med letom, za poletne rastline pa imamo tako, ali naredimo poseg z eversom, se pravi, če bi po žetvi ozimi imeli kakšne rastoče ostanke plevelov, da tisto podrehamo, če pa je njiva sorazmerno čista, pa takoj s tem posejemo v tla novo rastlino. Evo. Kaj še lahko gremo pogledati? Zdaj lahko tudi pogledamo sončnice, ne.
Ajde, poglejmo sončice. Da to šmo ga tako pokazati, da se lepše vidi. To je zdaj tu vaše, to je zdaj vaše. A če imate na kakšni drugi lokaciji? Imamo mi več lokacij, ne. Mhm. Zdaj lahko gremo tudi, da boš tu nekaj spat. Vsem lahko gremo to, ne, od tu. Tu je zdaj, vidiš, lani je, čez zimo je tu bil posejani oves kot pokrovna rastlina, Mhm. pol je bil en prehod z eversom, tam okoli 3. maja, 5. maja pa sejete v sončnice z eno sejalnico. Mhm. To je pa zdaj, oves pa smo potem morali zatirati še, to se pravi, nismo 100% ga mogli ustaviti v rasti, smo ga zatirali z enim herbicidom po vzniku sončnic. Zdaj tu zemlja je še vedno relativno je odkrita. Ja, seveda, seveda. A je to je zdaj, to se pravi, vidiš, to se je vidiš to zdaj zdaj? posušilo, ne? Ja, seveda, To se je vidiš zdaj to zdaj. Vidiš zdaj to, ne, ostanke, vidiš to zdaj, ne. Mhm, 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 Ampak to zdaj poglej, kako je to rahlo, ne, glej, kaj je to ostankov noter, ne. mhm. To ti pokrov propada. Ta pokrov propada, ja. Seveda. Ker ste ne. ga v bistvu z tole Ja. eversom. ne? Ja, tako. In more propasti, ne, če ne bi bil konkurenca plevelu, ne. Razumem, Mislim, konkurenca sončnice, ne. Razumem, ja. Zdaj, če bi ti bil, ne, če bi ti jaz pokazal sliko, neposredno bi rekel, viš, to je pa to, ne. Ne? Ne? To. Vidiš to? Ne? To je bila taka masa, Mhm. enih 30 centimetrov, ne. Ok, kaj pa tista ta druga sejalnica? Tista pa je za sejati koruzo predvsem. Ampak je podoben princip, ne? Ja, podoben, ja, ja. Samo je Mhm. tam medvrstna razdalja druga. Zdaj so že na trgu sejalnice, ki bi lahko imeli eno vse. To se pravi, da imate, tako kako imate pri osebnih vozilih, imate kombi pa osebno vozilo, zdaj je že tako naredilo, da je to v enem, ne. Mhm. Da ni kombi posebej, pa da ni osebni avto posebej, ne. Mhm. Vidiš zdaj tu, ne, če bi tu tako gledal, ne, tu zdaj, ne. Zdaj, tu ne samo to, da humus ostaja, ne. Ta zgodba zdaj pomeni, da je ta površina zastrta in ti vidiš, kako je ta površina najvlažna, zdaj pa ta ovoj, ki je ne zastrta, si videl? Mhm. Mhm. To poglej. Ne? Mhm. Seveda, če bi tu lahko naredil umetno, ne. Tako je to. Ok, superca, v redu. To glej, zdaj ti to. To ti poglej, kaj to dela. Ne? Branko, super, mislim, No. da smo kar izčrpali današnji pogovor. Da Zdaj boš ti to naredil v kip, kad je to imelo repa glavo. smo podala tako z repom pa z glavo, da smo, bi rekel, podala neke informacije. Kdo vas bo pa pol želel še kaj vprašati, vas bo pa tako našel, ne. Tako. Pa, ne, bi rekel, mogoče tudi res. Tako, ko nekdo to vidi v praksi, pol čisto drugače gleda, ne, kot pa sama Ja. teorija. Največ se da videti neposredno v praksi, ko mi nekaj izvajamo, ne. Zdaj pa, ker mi to malo delamo, je tega časa zelo malo za videti, ne. Mhm. To je pa druga zgodba, ne. Ja, Branko, jaz se vam najlepše zahvaljujem, no, da ste delili te informacije. Upam tudi vam, da ko naj jo boste gledali, pa naj jo gledate, da so vam bile zanimive in da so koga motivirale, da mogoče razmišlja malo drugačno, da vidi, da je veliko drugih možnosti na voljo, bolj, bi rekel, prijaznih do narave, da prijaznih bi rekel, do vseh organizmov, prijazen tudi seveda do naše mati zemlje, tako kot smo z Brankom ugotovila, brez zemlje ni nič, ne, tudi mesta ne bi mogla obstajati brez zemlje, tako da Branko, še enkrat najlepša hvala. Hvala vam.